Mi smo prva vlada po 30 letih, ki se tega problema resno lotila in mi gradimo ljudem streho nad glavo. Nika, koliko stanovanj je državnih najemnih stanovanj je posledica delovanja samo te vlade? Ja, Teh mandatov 2500 ni res. Vsi ti projekti so dobili gradbeno dovoljenje in financiranje v mandatu prejšnjih vlad. Nezaslišno skregano zdravo logiko je, da imajo tudi možnost pridobivanja teh državnih stanovanj osebe, ki niso državljani Republike Slovenije. A imate kakšen podatek, kakšen delež je tistih, ki nimajo slovenskega državljanstva, ki so dobili pravico do neprofitnega stanovanja? Ja, poglejte, vse, kar rabite narediti, je pogledati liste. Imate kakšen konkreten? Ne, lahko pa razločimo to jasno iz list dobitnikov teh najemnih državnih stanovanj. Ja, kolega Andrej je razkril zelo zanimivo misel, da v pregledu teh seznamov očitno vi ne sodite ljudi po državljanstvu, ampak po njegovem priimku. Ne. Ja, to počnete. Še en stavek bom dodala. Ful mi je všeč, da se strinjava, da je treba graditi, ampak ful fajn, da smo mi še denar zagotovili. Okay. Povej mi, kakšna realizacija od teh 100 milijonov, ki ste jih plastično dali v proračun, je v lanskem letu. Povej mi, kakšna je realizacija. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Danes sta z nami Nika Podakar iz Gibanja Svoboda in Andrej Poglajen iz stranke SDS. Današnja tema – stanovanjska politika. Govorili bomo o 11 zelo pomembnih in aktualnih temah, na koncu bosta pa gosta odgovorila na 2 vprašanji naših poslušalcev. Gremo kar začeti. Nika, začenjamo z vami. Ali se strinjate ali se ne strinjate s trditvijo, da mora biti cilj stanovanjske politike najem in ne lastništvo? Jaz se s to trditvijo ne morem strinjati. Cilj stanovanjske politike mora biti tako najem kot lastništvo. Se pravi, mi imamo na trg nepremičnin pripeljati čim več stanovanj, tako lastniških kot najemniških, tako javnih kot zasebnih. Ker vsi vemo, da so cene stanovanj predrage, da so najemnine oderuško visoke in to bomo najbolj rešili na ta način, da bomo na trg pripeljali čim več stanovanj. In to ta vlada že počne. Mi smo v mandatu te vlade zgradili že 2000 javnih najemniških stanovanj, 500 se jih še gradimo od Jesenic do Lendave, ne samo v Ljubljani. Hvala, Nika. Prvo lep pozdrav vam pa vašim gledalcem. V Slovenski demokratski stranki se seveda ne moramo strinjati s to trditvijo. Pri nas velja, da je edin tisti pravi dom, tisti, katerega lastnik je posameznik, le temu lahko človek reče dom in si tam tudi oblikuje družino in se ustali. Z tega vidika pa smo v Slovenski demokratski stranki zavrnili tezo, ki je imela ta vlada, ki je samo gradila oziroma se fokusirala na gradnjo državnih najemnih stanovanj. V Slovenski demokratski stranki pa smo za naslednji mandat pripravili obsežen predlog sprememb na tem področju, kako mladim omogočiti lastna stanovanja. Nika, a bi kaj odgovorili na Andrejevo trditev? Naj še enkrat ponovim, mi moramo na trg pripeljati čim več stanovanj. Ta vlada se je začela delati javna najemna stanovanja, zato da mladi grejo lahko recimo najprej v javno najemno stanovanje, imajo nižje stroške, kot bi jih imeli na trgu in v tem času lahko tudi privarčujejo, da začnejo graditi lastno nepremičnino. Torej, ni tako, da lastništvo mi čisto porivamo na rob. Tudi na tem področju smo že delali, recimo pri postopku gradnje, smo optimizirali in digitalizirali upravne postopke, tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Jaz se s temi trditvami kolegice Nike ne morem strinjati. Glejte, Nika, koliko stanovanj je državnih najemnih stanovanj je posledica delovanja samo te vlade? Ja, teh mandatov 2500 ni res. Vsi ti projekti so dobili gradbeno dovoljenje in financiranje v mandatu prejšnjih vlad, tako Janševe, kot Šarceve, kot Cerarjeve in tako naprej. Tako da to pavšalno navajanje, da gre samo za stanovanja zgrajena pod to vlado, ne drži. To so večvladni projekti. Po drugi strani pa ste naredili škodo na področju najemodajalstva. Dvignili ste davek na oddajanje na 25%, kar je pomenilo, da se je vse več najema dvignilo v črno cono, se pravi na črni trg, medtem ko smo v prejšnji vladi spustili ta davek in omogočili tudi sprostitev najemniškega trga. Bom zelo hitra. Ko je tretja Janševa vlada sprejemala poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in od eksplicitno napisano, da za 5 projektov, tudi projekt ob Savi, soseska v Kranju, ni zagotovljenega financiranja. Mi smo zagotovili denar, da si sploh začeli graditi. To ne bo držalo, draga Nika. Poglej, situacija je taka, da v proračunu je dejansko 100 milijonov, ampak realizacija je pa praktično ničelna. Zakaj? Zato, ker ni projektov, ni gradbenih dovoljenj. Problem je prostorska zakonodaja, kjer pa vemo, da se zadeve predolgo
dolgo vlečejo. To boste imela priložnost pokomentirati še ob zaključni trditvi. Gremo mi zdaj na naslednjo temo. V Sloveniji bi morali uvesti progresivni davek na drugo in tretjo nepremičnino. Andrej, začenjamo z vami, se strinjate? Ne, definitivno ne. Pri nas se ne strinjamo z kakršnimi koli dodatnimi obdavčitvami na nepremičnine ali premoženje. Naši državljanke in državljani, tisti, ki so si gradili lastne domove, so te davke že večkrat skozi celotno gradnjo plačali. Predvsem pa se nam zdi, da novi davčni primež ni tisti način, kako spraviti dodatne nepremičnine na trg. Bistvo je v, kot sem že prej omenil, sprostitvi birokratskega primeža na področju gradnje. Nika? Mi verjamemo, da je dom pravica in ne privilegij. In da mora pač vsak človek imeti streho nad glavo. Zatorej obdavčitev druge nepremičnine zagotovo ne. Če jih ima pa nekdo 10, pa da. Mi želimo ustvarjati neke davčne mehanizme, ki bi aktivirali ta prazna stanovanja, v Ljubljani je okrog 10.000, torej stanovanje je dom in ne finančna naložba in v to trdno verjamemo. Okay. Andrej? Ja, pogledajte, zdaj v odziv na to bom dejal takole. Nepremičninski davek, kot se je omenjal v času te vlade, pa kot ga omenjajo nekatere stranke v predvolilnih časih, je dejansko nepošten. Nekdo, ki ima recimo v Ljubljani stanovanje za 1,5 milijona evrov in jahto v Marini Portorož, ne bo plačeval davka, nekdo pa, ki ima stanovanje recimo v mojem kraju v Idriji in majhno hišo, ki je podedoval na vasi, pa bo zaradi tega primoran plačati davek. Vprašanje je recimo, če bi imel 6 stanovanj, bi vam bilo smiselno, da davek na to, ne vem, 5., 6., 7. stanovanje? Ja, še enkrat poudarjam, v Slovenski demokratski stranki ne podpiramo dodatnih obdavčitev stanovanj. Za velika mesta, sploh Ljubljana, pa je potrebno prvo razločiti to, kje gre za študentsko bivanjsko problematiko in kje je dejansko za stanovanjsko krizo. Kot vemo, so študenti danes zaradi pomankanja domov, zadnje je bil zgrajen v času prve Janševe vlade, zaradi tega so seveda prisiljeni iskati stanovanjsko oziroma bivanjsko rešitev na nepremičninskem trgu oziroma v najemu, kar pa ni spodbudno z vidika ustvarjanja okolja. Študentskih domov se bomo še dotaknili. Nika, bi vi še kaj komentirali, preden se premaknemo na naslednjo temo? Seveda, še enkrat ponavljam, če ima kdo 2 nepremičnini, kar je kar pogosto v Sloveniji, ne, absolutno, to še ni za obdavčiti, če jih ima nekdo 10, ker po neki številki definitivno prideš do točke, ko so stanovanja neke investicije, nek način, kako se parkira nek kapital, ne pa za bivanje. In še enkrat naj zelo jasno povem, dom, ki je primarna nepremičnina, ne bo nikoli obdavčen. Ok, hvala. Gremo na naslednjo temo. Kratkoročni najemi Airbnb so med ključnimi razlogi za rast najemnin v Ljubljani. Nika, a bi se strinjali s to trditvijo? Da, to je eden od razlogov za rast najemnin, ker kot sem že rekla, mi pač se soočamo s pomanjkanjem stanovanj na trgu in če se ta stanovanja dajo v kratkoročne najeme, ne pa v neke dolgoročne, ki so namenjeni bivanju v tem mestu, pride do inflacije cen stanovanj. In tukaj tudi vidimo, da nekatere občine, ki so bolj turistične, so bolj prizadete iz tega vidika, recimo Kranjska Gora, kjer se mladi tudi izseljujejo. Pod vprašanje, a imate slučajno točne podatke, kakšen procent stanovanjskih kapacitet odvzame Airbnb v Ljubljani ali pa v večjih mestih? Trenutno nimam te informacije, lahko vam pa povem, da recimo na Gorenjskem sta najbolj prizadeti občina Kranjska Gora in Bled in obe se soočata v bistvu z begom mladih drugam. Okay. Andrej? Glejte, glavni razlog za pomankanje nepremičnin na trgu se mislim, da že omenil, če govorimo o Ljubljani. Kar se tiče pa oddajanja prek Airbnb-a, prvo se moramo vprašati, ali je ta zadeva sploh ustavna, kot vemo, je šla zadeva na ustavno sodišče, kajti omejevanje posameznika, kaj dela z lastno lastnino, je seveda v kontradikciji s tem, kar imamo zapisano v ustavi. Kar se pa tiče kratkoročnih najemov, smo v Slovenski demokratski stranki pripravili obsežen zakon, ki pa ni vezan na omejevanje, vendar na obdavčitev. Kratkoročno oddajanje do 1 leta naj bo obdavčeno po 20% meri, oddajanje od 1 do 3 let 15% in več kot 3 leta 10%. To je edini spodbuden način, kako spodbuditi ljudi k dolgoročnemu oddajanju. Hvala. Nika? Ja, morebitni protiustavnosti bo odločilo ustavno sodišče, to oba dva veva, ustavno sodišče je vrhovni varuh ustavnosti v naši državi in mi verjamemo v pravno državo, tako da bomo odločitev ustavnega sodišča spoštovali. Moram pa povedati, če to novela zakona o gostinstvu, ki je prinesla to omejevanje kratkoročnih najemov, daje glih občinam, ki najbolj poznajo stanje na terenu, te mehanizme za omejevanje. Na ta način se lahko tudi prilagajamo situacijo od občine do občine, ker so pač razmere različne.
Ja, to se strinjam, da bo na koncu presodilo Ustavno sodišče, vendar pa nam v Sloveniji je omogočeno, da izražamo v aktualnih zadevah tudi lastno mnenje. Kar se pa tiče omejevanja, veste, to je ta razlika. V vladajočih strankah so se najprej lotili direktnega poseganja v pravico, mi pa skozi davčno politiko poskušamo spodbuditi to, da se ljudje odločijo za dolgoročne najeme. Kajti, če bo nekdo opazil, da na področju davkov na koncu pridobi več v lastno denarnico, da bo seveda to hitreje spodbudilo k temu, da oddaja dolgoročno. Najlepša hvala. Naslednja tema. Stanovanjska nedostopnost je eden glavnih razlogov, da mladi odlašajo z ustvarjanjem družine. Nika. Kakor se jaz pogovarjam z mojimi sovrstniki, bi rekla, da ja. Predvsem ta stanovanjska nedostopnost in pa tudi neka zaposlitvena negotovost, nestabilnost v začetku kariere so sigurno dva od teh ključnih razlogov, zakaj se mladi pač malo odlašamo z ustvarjanjem družine. Ker opažamo v pogovoru, da smo mladi predvsej odgovorni pri tem, da si želimo najprej stabilno življenje, tudi stabilne dohodke, preden si začnemo graditi družino. Andrej? Ja, lahko bi se strinjal s to trditvijo, vendar pa je cel cikl vprašanja formiranja družine dejansko obsežnejši samo od stanovanjske problematike. Omenjena je bila zaposlitev, tudi, bom rekel, prepočasna rast celotnih vseh neto plač v Sloveniji, bruto se je drastično dvigoval, medtem ko neto skoraj ostaja isti. Po drugi strani pa seveda bivanjska problematika je vprašanje, vendar še enkrat, lasten dom, ne pa najem. Okay. Nika? Bi imela komentar. Mi se zavedamo, da pač to pomanjkanje stanovanj najbolj prizadene mlade pa srednji razred, zato bomo tudi spremenili način, zdaj ko smo že zgradili 2000 javnih najemniških stanovanj in jih bomo v naslednjih 10 letih še 20 000, za kar smo namenili 1 milijardo evrov, pa treba se tudi poglobiti v sistem razdeljevanja teh javnih najemniških stanovanj in mi bomo ta sistem spremenili, ker ne ustreza razmeram na trgu in sicer na način, da bodo v prvo vrsto postavljeni mladi pa srednji razred. Smo pa z novelo stanovanjskega zakona že mlade postavili kot obvezno prednostno skupino. Torej, že delamo na tem področju. Naj dodam še to, da v Južni Koreji so tudi imeli težave z rodnostjo, so začeli neki delati na stanovanjski problematiki, da so stanovanja bolj dostopna za mlade in rodnost se je začela počasi, ampak vztrajno izboljševati. Andrej, zaključen komentar? Ja, jaz se ne moram strinjati z navedbami kolegice Nike iz preprostega razloga, ker njihov sistem sili mlade v večja mesta v dodatno centralizacijo. Državna najemna stanovanja ne bodo grajena na podeželju ali pa v manjših mestih, občinah, vendar večinoma v Ljubljani, Mariboru, Kranju in tako dalje, kar pomeni seveda do dotoka ljudi iz preostalih delov Slovenije. Vemo pa, da je centralizacija v Sloveniji velik problem. Najlepša hvala. Kle pa moram jaz prekiniti, mi gradimo stanovanje tudi na Jesenicah, Lendavi, Rogaška Slatina in podobne. Jesenica se gradi 46 stanovanj, Soseska, Partizan. Bila sem tam 10 dni nazaj. Kolikor sem nazadnje preveril, Jesenice niso šteta kot slovenska vas, ne kot podeželje, ampak gre za urbano mestno okolje. Še enkrat poudarjam, mi moramo gledati Slovenijo celostno, od posameznika na podeželju do tistega v mestu. To je najbolj pomembno in pri tem pristopu državnih najemnih stanovanj tega zajema ni. In še enkrat bom poudaril, ta stanovanja, ki jih sedaj gradite, so plod dela prejšnjih vlad in tudi financiranja so bila zagotovljena prej. Ja, niso bila, ker so tako napisali v letnem poročilu. Jaz ne vem, kako to ne moreš razumeti. Bosta imela še priliko to pokomentirati v zaključni misli. Zdaj pa gremo še na naslednjo temo. Država bi morala uvesti davek na stanovanja, v katerih nihče ne prebiva, da bi več lastnikov oddajalo. Andrej? V Slovenski demokratski stranki pred dodatnimi odločitvami, bom rekel, podpiramo drugačne pristope, eden je že bil omenjen davčna razbremenitev in davčno spodbudno politiko na področju oddajanja. Bom pa rekel tako, gledajte, oseba, ki si lahko privošči, da ima v Ljubljani ali pa v drugih večjih središčih po Sloveniji 10 praznih stanovanj, menim, da ima dovolj pod lastnim palcem, da bo preživel tudi dodatno davčno obremenitev. Udarilo pa se bo po žepe samo srednji in nižji sloj, to pa povemo, da je v zadnjih 4 letih bil najbolj na udaru v Sloveniji. Nika. Kot sem že večkrat povedala v tem podcastu, predvsem je treba na trg spraviti več stanovanj. Ja, nekaj se gradijo, je pa tudi treba aktivirati ta stanovanja, ki že so in so prazna. V Ljubljani teh stanovanj okrog 10 000. Mi bomo z ustrezno davčno politiko spodbudili, da ta stanovanja, ki so mogoče kupljena kot naložbena, da se aktivirajo. Še nekaj je, veliko teh praznih stanovanj v Sloveniji jih je v bistvu kup tuj kapital, se pravi tuj kapital se kle parkira. Mi, naši ljudje pa nimajo strehe nad glavo in to se meni zdi izjemno zavržno. Ampak Nika, kako bi vi komentirali to, da te, ki imajo po 10 stanovanj, niti ne bi ganili, če bi bil dodaten davek, v smislu, da jih to ne bi dovolj finančno prizadeli, da bi se to sprostili na trg najema?
Jaz Bi se strinjali s tem? Jaz mislim, da so to neke špekulacije. Spet je odvisno, koliko stanovanj. Če ima nekdo 10 stanovanj, pa so 3 od teh že obdavčena, morda bo pa začel pri sebi razmišljati, da je treba to malo optimizirati. In jih vsaj dati v nek dolgoročen najem, ker tega bi pa davčno spodbujali. Ne, poglejte, potrebno je pogledati realno sliko. In realna slika je taka, da v zadnjih 10-15 letih se je v Ljubljani v 99% gradilo samo tako imenovano elitno gradnjo. In oseba, ki je imela več kot 1 milijon evrov sredstev za investicije v tako stanovanje, tudi če jih ima na lagerju več, 10 plus, bo imela tudi znesek, da preživi ta davek, kajti še enkrat te osebe kupujejo stanovanja s tem namenom, da to stanovanje čez 10 let prodajo za 2-kratnik cene. Ne? In tudi davčna obremenitev dodatna ne bo prinesla do tega, da bo taka oseba spravila ta stanovanja na trg oddajanja. Sploh pa ta stanovanja niso grajena za najem, ampak so, še enkrat poudarjam, taka je pač politika Mestne občine Ljubljana, očitno so pač grajena za investicije in tega se tisti, ki to kupujejo, dobro zavedajo. Ok, najlepša hvala obema. Gremo na naslednjo temo. Zaradi nezadostne zaščite pred nepoštenimi najemniki se številni lastniki ne odločijo za oddajanje stanovanj. Nika. Jaz mislim, da je to zagotovo tudi del problema. Ponovno poudarjam, da jaz verjamem v pravno državo in v taki državi moramo pač vsi spoštovati zakone in tudi pogodbe, tako najemodajalci kot najemojemalci. Je pa tukaj tudi nekaj problem nadzora in pa tudi tega oddajanja na črno. Ker marsikdo oddaja na črno, nima pogodbe, potem pa pride do težav in niti nima pravnega naslova za izvajanje kakršnihkoli ukrepov. Ja, pogledajte, z vidika zakonodaje je to vprašanje. Torej najprej, bi se strinjali ali se ne bi strinjali s to stvarjo? Se delno strinjam. Lejte, tukaj je vprašanje zakonodaje. Če nekdo hoče nekoga deložirati iz stanovanja iz kakršnega koli razloga, mora po trenutni ureditvi prej najti nadomestno stanovanje. Se pravi, najemodajalec mora za najemnika najti drugo opcijo. Sodni postopki se vlečejo po leta, medtem ta oseba, ki je v najemu, tudi ne plačuje najemnine, pa še vedno živi v najetem stanovanju. To je skregano zdravo logiko. Tukaj ne gre za vprašanje samopravne države, gre tudi za trajanje sodnih procesov, kar pa vemo, da vslej ni velik problem. In menim seveda, da dodatna zaščita najemodajalcev bo morala biti sprejeta v naslednjih 4 letih. Ok, kakšna konkretno zaščita? Ja, pogledajte, stanovanje je, bom rekel, lastnina posameznika in s to lastnino mora imeti možnost upravljati bolj svobodno, če lahko temu tako rečem, pa tudi z vidika tega, da so pač določene stvari, kot je neplačevanje najemnine, neplačevanje stroškov in tako dalje, ustrezno sankcionirane. To je edini način, predvsem pa seveda zakonodajo narediti tako kristalno jasno, da sodišče ne bo imelo izgovora, da o eni zadevi odloča po leta in leta. Nika? Mene je fascinantno, kako po 3 vladah, v kateri je bila vladajoča stranka SDS, tega področja še niste uredili. Mi smo se pač osredotočili najprej na gradnjo, to pride potem šele v drugi fazi. Ja, res je, najprej bilo treba dati na trg nova stanovanja, kar smo zagotovili 2000 za enkrat, 20.000 pa še v naslednjih 10 letih. In ja, gradimo po celotni Sloveniji, tudi v manjših mestih, ker ljudje ne prebivajo samo v Ljubljani pa v Mariboru, ljudje prebivamo tudi na Jesenicah, pa v Tržič prebivamo pa v Kranju in podobno. Najlepša hvala. Naslednja trditev. Trenutni kriteriji za dodeljevanje neprofitnih stanovanj niso ustrezno prilagojeni realnim razmeram na trgu. Nika, vi ste to že malo pokomentirali. Se strinjate, se ne strinjate? Drži. Jaz sem mnenje, da pač trenutni kriteriji ne ustrezajo razmeram na trgu, katerim skupinam predvsem primanjkuje stanovanj, so to mladi pa srednji razred. Zato bomo mi zdaj, ko smo že zgradili nekaj, zdaj moramo ugotoviti, kako bi to bolj optimalno razdeljevali, bomo spremenili tudi te postopke razdeljevanja tega, da sta res središčni skupini v spredje postavljeni mladi in pa srednji razred. Ok, Andrej? Ja, pogledajte, z tega vidika je seveda kriterije ustrezno potrebno določiti. Nezaslišno skregano zdravo logiko je, da imajo tudi možnost pridobivanja, bom rekel, teh državnih stanovanj osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, tako da mislim, da je to ena izmed vsebin, ki jo je potrebno nasloviti v naslednjem mandatu. To je nazadnje tudi objavljeno na strani SSRS-ja, se pravi stanovanjskega sklada, da državljanstvo ni potrebno za pridobitev, bom rekel, oziroma dajo same vloge. Tako da prioritete je definitivno potrebno
določiti, je pa še enkrat potrebno fokus usmeriti v lastna stanovanja in ne večni državni najem. Andrej, a imate kakšen podatek, kakšen delež je tistih, ki nimajo slovenskega državljanstva, ki so dobili pravico do neprofitnega stanovanja? Ja, poglejte, vse, kar rabite narediti, je pogledati liste. A imate kakšen konkreten? Ste kaj pogledali? Ne, lahko pa razločimo to jasno iz list dobitnikov teh najemnih državnih stanovanj in hitro ugotovimo, da so tudi tam posamezniki, ki niso državljani Republike Slovenije, se pravi, govorimo o nekom, ki ne prebiva dovolj časa v Sloveniji, da dobi državljanstvo, se pravi, tudi ni prispeval veliko v državni proračun, pa je upravičen do pridobivanja nekaj, kar je v lasti države. Meni se to ne zdi pravilno, še enkrat sploh ob tem dejstvu, da se v Sloveniji, po celotni Sloveniji soočamo s stanovanjsko krizo in da nekdo, ki pride v državo, ni pa še, državljan, pridobi direktno zadevo. Nika? Ja, kolega Andrej je razkril zelo zanimivo misel, da o pregledu teh seznamov očitno vi ne sodite ljudi po državljanstvu, ampak po njegovem priimku. Ne. Ja, to počnete. Ne, definitivno to ni res. Ja, vi vidite priimek, ki ni tipično slovenski in takoj prezumpcija, da to ni slovenski državljan. V glavnem, kot sem že rekla, treba je spremeniti te sisteme, predvsem, da do stanovanj pridemo mladi in pa srednji razred. Okay, hvala. Če smem samo na to na hitro odgovoriti. Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima na svoji spletni strani napisano izrecno, da državljanstvo ni potrebno za pridobitev stanovanja. Tako da že z tega imamo zadosten pogled v to, kdo lahko pridobiva stanovanja in to niso samo in izključno državljani Republike Slovenije. V tem je glavni problem. Na seznamih piše, je pri tabeli zraven vrstica državljanstva, da ali ne? Se pa seveda to lahko z ustreznimi podatki preveri. Gremo na naslednjo temo. Država bi morala omejiti investicijske nakupe stanovanj, naprimer več kot 2 stanovanji na osebo. To smo se tudi že dotaknili, Andrej. Ja, pogledajte z vidika investicijskih nakupov. S to trditvijo bi se lahko mogoče delno strinjal, vendar še enkrat, omejevanje ni pristop, ki bo reševal stanovanjsko krizo. Dodatno omejitev je vedno pripeljalo do tega, da se tisti, ki imajo dovolj, izognejo ali pa pač so si zmožni privoščiti dodatno breme, tisti, ki pa pripadajo srednjemu sloju ali nižjemu sloju, pa si tega nažalost ne morejo privoščiti. Se pravi, najbolj udariš v tem področju po srednji sloj. Nika? Ja, pri stanovanjski problematiki zelo hitro ugotoviš, da nekatere ideje se morda slišijo dobre, pa potem dolgoročno niso ustrezne in tudi ta zakonsko omejevanje nakupa investicijskih stanovanj po mojem mnenju ni ustrezno. Tako sem že rekla, mi moramo aktivirati ta prazna stanovanja z davčnimi prijemi, se pravi, da se spodbuja oddajanje v dolgoročen najem in pa da se pač obdavči ta prazna stanovanja, ker v bistvu v veliki meri sam parkira nek tuj kapital v Sloveniji, naši ljudje pa nimajo strehe nad glavo. Okay. Če smem samo tukaj podati vprašanje, kaj sploh pod kakšnim, merili lahko sklepamo, kaj je investicijski nakup, kaj je pa nakup za rabo, za oddajanje, za bivanje in tako dalje. Se pravi, tukaj merilniki so zelo nejasni, kajti oseba, ko pač kupi stanovanje, plača znesek, ne more pa oziroma ne določa pa vnaprej, ali je to investicijski ali špekulativen nakup, kakorkoli. Tako da so to zelo taka siva področja, ki jih tudi iz vidika zakonodaje težko uredimo tako, da bodo ustrezno naslavljali celotno situacijo. Če celo leto sploh ni porabe elektrike v določenem stanovanju, potem smo lahko prepričani, da nihče noter ne živi niti kot lastnik, niti kot najemnik. Ja, samo potem se bodo najdli posamezniki, ki bodo pač toliko časa pustili odprte luči in odprt hladilnik, pa bo cena elektrike šla gor in ko bo prišla inšpekcija, bodo rekli, saj imamo strošek elektrike. To so področja, ki jih na tak način pač ne moremo regulirati, če govorimo o nekem celostnem reševanju nastalih stanovanjske krize. Zanimivo je, kako vi že vnaprej kažete ljudem, kako manipulirati zakonodajo in kako jo ubiti. Ljudje v Sloveniji so iznajdljivi, vemo, da smo delali narod in tega se bodo slej prej tudi sami zavedli in iskali pač druge vode. Hvala. Gremo na naslednjo temo. Zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov gradnje so stanovanja dražja, kot bi lahko bila. Nika, se strinjate ali ne strinjate? Se strinjam s tem, ker zapletena pa dolgotrajni postopki ne vplivajo na višino investicije in potem posledično tudi na ceno stanovanja ali pa tudi na višino najema. Mi se tega zavedamo in smo to v bistvu že celoten mandat naslavljali, s čim z novelo zakona o splošnem upravnem postopku, ki je optimiziral, digitaliziral pa moderniziral upravne postopke, tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Pa digitalizirali smo tudi postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja za uvedbo sistema e-graditev in tudi drugimi operativnimi ukrepi, zato da se pač povprečen čas, ki je potreben, da se rešnika vloga za dodelitev gradbenega dovoljenja skrajša. Ok, Andrej? Se zelo strinjam s to trditvijo.
vendar pa potrebno je pogledati celostno sliko. Še enkrat, ta vlada je spremenila področje prostorske politike s tem, da se lahko na občini samo eno spremembo OPN-ja upravlja naenkrat, kar ni praktično, kajti vemo, da OPN je živa stvar in da je potrebno voditi večfazno, da je bolje, če občina vodi več postopkov od enkrat, enega zaključuje, drugega začenja in tako dalje. In prostorska politika je tukaj definitivno pomembna. Mogoče samo to, v Slovenski demokratski stranki seveda predlagamo avstrijski model, izdajo vseh dovoljenih spremembo prostorske politike v parih mesecih po principu en dokument, en podpis, en žig in zidaj. Nika, kako bi komentirali Andrejevo? Jaz pravim, da smo, kot sem že povedala, mi smo s temi postopki že začeli. Jaz se zavedam, da ko ti spremeniš neko tako kompleksno zakonodajo, stvari ne bojo vidne jutri, bo trajalo nekaj časa. Ampak pravim, da smo odločne korake v tej smeri že naredili. Recimo mi tudi prenašamo zadeve v reševanju iz bolj obremenjene upravne enote na manj obremenjeno. Recimo za celotno področje Medvod se prenese potem reševanje iz upravne enote Ljubljana v upravno enoto Škofja Loka. Ko sem jaz na terenu v Medvodah, to ljudje ful pohvalijo, da veliko prej dobijo, in to je način, na katerega smo se mi tega lotili, bodo pa potrebni še bolj odločni koraki. Jaz si želim tudi neke upravne enote v metaverzumu, jaz sem mlada, jaz se preklopam preko Zooma, da vse uredim, da je treba iti tja za šalter. Ja, s tem delom, da treba v te postopke vključiti tudi umetno inteligenco, se seveda strinjam. Je pa tako, še enkrat, v teh 4 letih je bilo na področju prostorske politike narejenih veliko korakov nazaj. Omejevanje spremembe namembnosti prostora je ključen element, zakaj je postopek trajanja tako dolg. In to je potrebno spremeniti, to je potrebno urediti tako, da bo manj komplicirano, predvsem pa urejeno tako, da bomo lahko na podlagi enega dokumenta uveljavljali tudi vse druge postopke, ki pridejo pri sami gradnji. Ok, hvala. Naslednja tema. Država bi morala uvesti omejitve rasti najemnin. Andrej? Ne, poglejte, to se je že v tujini izkazalo za nepraktično. Primer bom dal Argentino, tam so leve vlade v preteklosti to zelo omejevale, cene najemnin so se pač približale temu maksimalnemu določenemu znesku. Ko je vlado prevzela bolj davčno, bom rekel, liberalna vlada oziroma davčno ne tako opremljiva vlada, je umaknila te omejitve in cene najemnin so padale. Ne. To je zanimivo in omejevanje, še enkrat, kot sem večkrat poudaril danes, v praksi ne deluje. Nika. Jaz vidim omejevanje najemnin kot nek tak ukrep, ki se mogoče na prvi pogled sliši dobro, v praksi pa niti ne deluje tako dobro. Jaz mislim, da je zelo tak kratkoviden, da to je v resnici takrat država naredi, ki je resnično obupana. Torej se ne strinjate, da bi mogla. Se loteva pravilnega problema, ampak na napačnem koncu. Pač dejstvo je, da so najemnine oderuške, recimo sploh v Ljubljani, jih je treba znižati. Kako bomo to naredili? Tako, da bomo na trg prinesli več stanovanj. Pa zdaj ni važno, a so najemniška, lastniška ali javna, zasebna. Ok, Andrej, bi vi tukaj kaj komentirali? Ja, jaz bi dodal to, da še enkrat je potrebno to miselnost, da ko govorimo o stanovanjski krizi, biti fokusiran samo na Ljubljano, da moramo to miselnost prekiniti. Glejte, stanovanjsko krizo se sooča praktično vsak kraj v Sloveniji. In dokler ne bomo gledali zadeve celostno, dokler bomo govorili samo o najemninah v Ljubljani, samo o gradnji državnih stanovanj v Ljubljani, do takrat se bomo vrteli v začaranem krogu, ko bo influx ljudi, ki druge ne bodo dobili, bom rekel, stanovanja v Ljubljano, tako povečan, da gradnja kakršnikoli stanovanj z vidika zasebnega kapitala ali pa državnega ne bo mogla slediti potrebam na trgu. Zato je treba omogočiti celostni razvoj Slovenije na področju stanovanjske problematike. Dejstvo je, da največ stanovanj manjka v Ljubljani, ampak se pa s tabo, Andrej, izredno strinjam, da pač stanovanjska problematika ni samo problematika znotraj ljubljanske obvoznice, ampak celotne Slovenije. In glih zato smo mi začeli graditi javna najemniška stanovanja tudi izven Ljubljane. Spet Jesenice, Lendava, Rogaška Slatina, Celje. Ok. Zdaj imamo pa še zadnjo trditev. Država z nezadostnim vlaganjem v študentske domove in domove za starejše posredno vpliva na rast najemnin v Ljubljani. Andrej, se strinjate? Ja, to je po mojem mnenju srž problema stanovanjske krize v Ljubljani. Zadnji študentski dom se je zgradil v času prve Janševe vlade, se pravi 20 let nazaj. Manjka več tisoč ležišč za študentke in študente, torej potrebno je, predvsem tukaj bi morala država odigrati svojo vlogo in poseči na to področje in začeti graditi študentske domove. Ne z vidika najemodajalstva, ampak z vidika zagotovitev študentom dovolj mest. To je
prvo področje, ki se ga bomo letili v Slovenski demokratski stranki, se pravi priprava vseh projektov za gradnjo dodatnih študentskih domov v univerzitetnih centrih. Hvala. Nika, se strinjate? Država res tukaj mora poseči in mi smo to naredili. Mi smo odkupili študentski dom Akademski kolegij v Kopru, tale Barka 2, en študentski dom v Mariboru smo obnovili. Mi smo tudi povečali sredstva za izboljšanje bivalnih pogojev za študente iz 0,8 milijona leta 2022 na 12,5 milijona leta 2025. Spet zagotovimo denar, zdaj se bo pa lahko gradilo. V Ljubljani planiramo 1000 dodatnih ležišč z 2 študentskima domovoma, Brinje pa Roška. In tudi podatki kažejo, da največ študentskih namestitev primanjkuje v Ljubljani in v Kopru, ki sta pa tudi obe tako preko regionalnih središči oziroma državnih središči in pa tudi turistično oblegani mesti, tako da se pa vsi te trije elementi združijo in iz stanovanjske krize to najhujše. Andrej, še za kratek komentar je čas, potem pa gremo naprej. Ja, tukaj se mi zdi ta odgovor zelo zanimiv. Se pravi, ko govorimo o gradnji državnih najemnih stanovanj, ste rekli, da ste izgradili koliko? 2500 pri študentskih domovih, pa očitno ne znate uveljavljati te prakse. Seveda, zaradi tega, ker projekti trajajo dlje kot samo od enega mandata. Torej, še enkrat poudarjam, pri teh vprašanjih, kot so študentski domovi, se mora celotna slovenska politika poenotiti, pripraviti projekte, ki se bodo vlekli čez leve in desne vlade in tako dolgoročno zagotoviti dovolj mest v študentskih domovih, predvsem za Ljubljano in Koper, kot je bilo omenjeno, je pa potrebno seveda z tega vidika tudi jasno določiti, kje se konča stanovanjska kriza oziroma bivanjska kriza na področju študentske problematike in kje se začne stanovanjska kriza na področju ustvarjanja mladih družin in samih mladih družin, ki iščejo prvo nepremičnino. Še en stavek bom dodala. Ful mi je všeč, da se strinjava, da je treba graditi, ampak ful fajn, da smo mi še denar zagotovili. Okay. Hvala. Zdaj se približujemo drugemu segmentu našega pogovora in sicer jaz sem poslušalce vprašala, kakšno vprašanje bi vi zastavili Niki in Andreju. In zdaj zbrali smo 2 vprašanji. Jaz bom prvega prebrala in odgovarjala bosta oba. Nika, mogoče prva začnemo. Ali vidita problem v birokratizaciji in ali jo ima stranka namen zmanjšati? Kako bi prej zagotovili gradbena dovoljenja? Torej vprašanje je, kako konkretno bi zagotovili gradbena dovoljenja prej? Tako, kot sem že povedala, ti dolgotrajni, pa tudi dragi postopki bistveno vplivajo na višino investicije in posledično tudi pač na končno ceno stanovanj. Mi se tega zavedamo, smo na tem področju že delali na MJU, na tem celoten mandat, z optimizacijo, digitalizacijo postopkov, predvsem postopkov tudi graditev in v bistvu povprečni čas, koliko časa traja, da se izdaja gradbeno dovoljenje, si izpustil na vseh upravnih enotah razen eni. Potem imamo pa še recimo mi imamo tudi redna srečanja načelnikov upravnih enot, kjer se izmenjujejo tudi dobre prakse, kako optimizirati te postopke, pospešiti, če se mogoče kakšni soočajo z enako problematiko, da jo skupaj lahko rešijo, se veste, več glav več ve. Tako da na tem področju smo že dobro delali, bo pa treba še bolj odločilne korake. Jaz predvsem vidim v digitalizaciji, ker pač kader na upravnih enotah je tako, kar je, mi bomo pač s tem kadrom mogli narediti več. Andrej, kako bi SDS prej zagotovil gradbena dovoljenja? Glejte, pri tem vprašanju sta 2 problematike. Prva je, kot so menili, debirokratizacija oziroma preveč zakompliciran birokratski sistem v Sloveniji. Druga je tudi učinkovitost. Mi imamo en kup državnih inštitucij, državnih služb, ki z odgovori meljejo, čakaš na odgovore leta in leta. Sam sem to okusil, ko sem bil tudi podžupan v moji občini in v Slovenski demokratski stranki smo jasno rekli, da bomo tem birokratom omejili pooblastila. Po kakšnem kopitu te birokratske inštitucije, ki so znotraj ministrstva, pa tudi drugih organov, bodo pod našo vlado imele 6 mesecev možnosti za podajo odgovora. Če v 6 mesecih ne bo podanega odgovora, se bo to smatralo, kot da je sam odgovor pozitiven oziroma podpirajo spremembo prostorskega načrta ali pa gradnjo. To je edini način, da lahko ljudem, ki nikoli v življenju niso bili na terenu, za katerega odločbo pišejo, omejimo njihov poseg v situacijo oziroma v stanje, kot je trenutno. In debirokratizacija, seveda, prvi segment je bil omenjen, digitalizacija je tukaj zelo pomembna, vendar tudi to, da v Sloveniji imamo
preveč zakonskih in podzakonskih aktov, ki se podvajajo, ki so kontradiktorni eni drugim. To zadevo je treba prečistiti, zakonodaja narediti skladno z eno drugo, predvsem pa ljudem, ki želijo graditi lastne domove, odvezati roke in jim to sprostiti. Se pravi, kot sem menil, največ v 6 mesecih je tisti rok, ki smo v Slovenski demokratski stranki določili, da se izda gradbeno dovoljenje. Jaz bom sam še en stavek dodala. Upravna enota lahko začne obdelovati vlogo šele, ko je ta popolna. Jaz sem v praksi videla, da se kar precej soočamo s problematiko, da se oddaja nepopolne vloge in se veliko časa zapravi za te dopolnitve vlog. Ja, definitivno, ampak še enkrat poudarjam, ne. Na upravnih enotah, ki so lokalizirane oziroma vezane na občine ali pa regijski center, ne, se zadeva še ne zatakne tolikokrat, kot se zatakne pri državnih deležnikih. Ne. Direkcija za vode, Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo kulturne dediščine in tako naprej. Od teh inštitucij čakamo odgovore leta in leta. Potem pa pride odgovor, ja, dopolnite vlogo. Ne. Če bi imeli sistem, kjer bi bile te inštitucije prisiljene, da v določenem roku oddajo, bom rekel, svoje mnenje, bi bil tudi čas graditve dosta krajše oziroma čas izdaje dovoljen. Okay. Zdaj gremo pa na drugo vprašanje. Cene stanovanj v Ljubljani so previsoke. Kako boste zagotovili cenejša stanovanja oziroma izboljšali dostopnost nekoga s povprečnim prihodkom do lastnega stanovanja? Pa gremo zelo konkretno. Kako bi se tega izdelali, Andrej? Lejte, zdaj prvo vprašanje, kar se tiče cena najemnin v Ljubljani, je bilo že omenjeno z vidika. Ne samo najemnine, torej celotne stanovanjske vprašanja. Prvo je bilo že omenjeno, prvo ločiti, bomo rekel, študentsko vprašanje od dejanskega stanovanjskega vprašanja za mlade družine in posameznike. Druga zadeva, ki se tudi moramo v Sloveniji zavedati, je to, da vsak prebivalec pač ne bo mogel živeti v Ljubljani. Ne? In ta princip gradnje državnih najemnih stanovanj še bolj spodbuja to centralizacijo priseljevanja v Ljubljano. Zato smo v Slovenski demokratski stranki še enkrat rekli, da bomo na področju celotne Slovenije uvedli tako možnost finančnih posojil, ki bodo še imela dodatke k davčni razbremenitvi pri dohodnini. Uvedli bomo tudi sistem sofinanciranja obnavljanja starejših nepremičnin, teh 100 milijonov, ki je bilo populistično dodanih, sedaj v proračun, realizacija pa je praktično ničelna, kajti nimamo projektov. Ta sredstva bomo preoblikovali tako, da bo iz njih mogoče sofinancirati obnovo starejših nepremičnin tudi na podeželju. Kar se tiče pa same Ljubljane, pa se moramo tudi vprašati. Ljubljana je v zadnjih 15 letih deležna samo elitistične gradnje. Nekaj je potrebno narediti tudi na tem področju, kajti dokler bodo v interesu Ljubljane za gradnjo samo elitnih stanovanj, bo situacija taka, kot je. Tukaj pa je seveda tudi veliko odgovornost na mestni občini Ljubljana, ki očitno nima posluha za srednji sloj, ampak prodaja nepremičnine samo za elitno, oziroma prostor za elitno gradnjo. Tukaj bi jaz nekaj komentirala, oziroma bomo tako naredili. Najprej Nika, dajte vi odgovoriti, kako bi vi, torej Gibanje Svoboda, zagotovili cenejša stanovanja oziroma izboljšali dostopnost nekoga s povprečnim prihodkom do lastnega stanovanja. Ko smo že videli večkrat v tej naši debati, problem ni sam Ljubljana, problem je celotna Slovenija, verjamem pa še zmeraj največ ljudi živi v Ljubljani in zato se največkrat Ljubljana omenja. Spet jaz prihajam s podeželja, z ene vasi v bližini Tržiča. Jaz si v resnici ne želim živeti v Ljubljani, jaz rada živim tam na podeželju, v smislu, da je tudi kakovost življenja tam odlična. Je pa tako, kot sem že rekla, cene nepremičnin bodo padle tako, če bomo pač mi na trg prinesli več stanovanj. Javnih, zasebnih, lastniških, najemniških. Pa aktivirati je treba tudi ta stanovanja, ki že so in so prazne, ker ležijo tam kot investicija in ne služijo temu, čemu stanovanje služi, da je dom. Zdaj tako, vi zelo omenjate, da se gradijo samo neka elitna stanovanja. Jaz sem se z enim zelo velikim razvijalcem nepremičnin pogovarjala pred kratkim in on je rekel, da se takšen tip stanovanj razvija zato, ker so praktično samo tam marže. In pa, da zelo draži postopke oziroma izdelavo teh stanovanj nepredvidljivost v Sloveniji, kar se tiče birokracije, davkov in tako dalje. Kako bi vidva oba to komentirala? Andrej, začnimo. Ja, se popolnoma strinjam, ampak za razliko od kolegice iz Gibanja Svoboda v Slovenski demokratski stranki ne zagovarjamo dodatnega davčnega primeža, ampak davčno razbremenitev. Tisti, ki gradi stanovanja, ki niso namenjena za, bom rekel, elitistični sloj oziroma višji standard stanovanj, naj bo z tega vidika vsaj davčno nagrajen tako, da se davek pri prodaji ali pa pri drugih, bom rekel, tudi pri gradnji in vsem ostalim zniža. To je
recimo konkreten ukrep, ki bi spodbudil, investitorja, da gradijo tudi stanovanja za tako imenovan srednji sloj oziroma pač tista stanovanja, ki so najbolj potrebna v Ljubljani. Druga stvar, mogoče še omenim, kar bi tudi bistveno vplivalo na trg oddajanja v Ljubljani, pa je tudi to, da se davčna stopnja iz 25%, na katerega je trenutna vlada dvignila, vrne nazaj. V Slovenski demokratski stranki pa, kot sem že prej omenil, bi morala biti ta stopnja vezana na trajanje oddajanja. Okay. Nika, najprej kako bi komentirali to trditev investitorja, da imajo samo ta marže in da birokracija drži gradnjo? Če vzamem vašo trditev, predpostavljam, da je resnična, se meni odgovor jasno kaže. Se pravi, ne smejo graditi samo zasebni investitorji, ampak tudi država in mi to že počnemo. Okay. Ampak država ni gradbeno podjetje. V situaciji, ko imamo slabe ceste v državi, slabo zdravstvo, ne moremo govoriti o tem, da bo država posegala na trg nepremičnin. To ni rešitev država, na pomen države ni to. Država pa mora ustvarjati okolje, ko je spodbudno graditi in posledično s tem vplivati. Andrej, za razliko od zasebnih investitorjev država ne zasleduje dobička. Hvala, oba dva. Zdaj bomo imeli to ni res. 11 stanovanj za 3,3 milijone v Ljubljani. Zdaj prihajamo k zaključni misli obeh, da imata priložnost oba dva povedati, karkoli bi rada povedala poslušalcem. Torej, Nika, začnemo z vami. Ja, kot izhaja iz tega celotnega pogovora, se z Andrejem strinjava, da je stanovanjska problematika v Sloveniji resen problem. Mi smo prva vlada v 30 letih, ki je začela ta problem naslavljati. Mi trdno verjamemo v to, da je dom pravica in ne privilegij, da so cene nepremičnin in najemnin previsoke. Kako bomo to rešili? Na način, da bomo na trg prinesli več stanovanj, javnih, zasebnih, najemniških, lastniških, da bomo aktivirali tiste stanovanja, ki so že regulirali trg, se pravi več dolgoročnih najemov, manj kratkoročnih najemov, po drugi strani pa treba tudi aktivirati zazidljiva zemljišča in še naprej modernizirati, digitalizirati postopke, tako da bo gradnja pač hitrejša in cenejša. Ja, v Slovenski demokratski stranki menimo, da je včasih potrebno tudi ljudem prepustiti malo bolj proste roke in ta pristop, kot smo ga omenjali čez celoten podcast, se pravi razbremenitev na področju birokratizacije v Sloveniji, dolgotrajnosti postopkov, je glaven element na področju pospešitve gradnje. Verjamemo tudi v to, da država je lahko včasih slab gospodar. Lejte, v Ljubljani bo primer SSRS-ja, ki bo gradil 11 stanovanj za 3,3 milijone evrov. To ni gospodarna investicija. To je, zelo draga investicija, ki bi lahko skozi druge ukrepe bila porabljena drugače oziroma investirana tako, da bi celotna Slovenija nekaj imela od tega. V Slovenski demokratski stranki, kot sem omenil že na začetku tega podcasta, zagovarjamo lastna stanovanja. Se pravi, ne večnega državnega najema, pa bi tukaj izkoristil, da podam še en primer. V Novem mestu se je otvorilo projekt, ki je ponovno trajal več vlad, Podbreznik, z državnih najemnih stanovanj. Sam imam znanca, ki tam prebiva, vendar mi je zadnjič, ko smo imela debato na temo, rekel: Andrej, veš, vse te najemnine sploh niso nižje kot na trgu. Jaz plačujem podobno najemnino, kot če bi od privatnika najemal stanovanje v Novem mestu. Torej, s tem, kar gledamo sedaj, dejansko delamo samo to, oziroma se dela to z vidika vlade, da se privatnike oziroma posameznike, zasebnike z trga nepremičnin in oddajanja odriva, na ta trg postopa država, kar pa ni dobro, kajti vemo, da država vse pore naše družbe ne sme posegati. V Slovenski demokratski stranki smo zato pripravili konkreten nabor ukrepov. Omenil sem že finančno shemo z vidika posojila posamezniku z dodatnimi davčnimi olajšavami, razbremenitev davka na oddajanje, pomoč države pri obnavljanju oziroma tudi gradnji na podeželju, kajti le tako lahko slovenske podeželje ostane poseljeno. Se pravi, celovit nabor. Predvsem pa poudarjam, v Slovenski demokratski stranki, tudi ko smo vodili vlado, vsak projekt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z vidika državnih stanovanj, ki je bil do te faze, da ga je potrebno izvesti, je vedno dobil financiranje. Še enkrat poudarjam, realizacija denarja, realizacija projektov je vidna samo potem, dejansko kako se sredstva potem porabijo v državnem proračunu. Pravite, da ne drži, bi mogoče še to pokomentirali. Koliko sem že dvakrat v tem podcastu povedal, jasno izhaja iz letnega poročila. Jaz bom tako rekla, zanimivo vse to, kar kolega Andrej pove, da ne bi že oni 3-krat imeli vlade, če resnično verjamejo v svoje besede, bi imeli kaj že za pokazati. Mi smo prva vlada po 30 letih, ki se tega problema resno lotila in mi gradimo ljudem streho nad glavo. Nika, mogoče samo to, glede na to, da je veliko
omenja stvari za nazaj, so mlada posameznika, dobro je, če pogled usmeriva naprej. Ja, in mi bomo zgradili 20,000 stanovanj v naslednjih 10 letih. Teh 20,000 stanovanj še dolgo ne bo enostavno zato, ker ni projektov. Lejte, lahko govoriva sedaj, pa se čez 10 let ponovno usedeva, pa bo pogledala številke. Povej mi, kakšna realizacija od teh 100 milijonov, ki ste jih plastično dali v proračun, je v lanskem letu. Povej mi, kakšna je realizacija. Iz realizacije sredstev potem vidiš, kako hitro se gradi. In še enkrat, projekti državnih najemnih stanovanj niso projekti ene vlade, to je projekti več vlad. Vendar pa mi zaradi tega ne moremo zanemariti vsega ostalega, kar je v Sloveniji potrebno narediti na področju stanovanjske problematike. To je glavno vprašanje. To sem pa že večkrat povedala, da nekako pri nas reševanje stanovanjske problematike temelji na 3 stebrih. Gradnja novih stanovanj, aktivacija tistih, ki že so, pa aktivacija zemljišč in optimizacija upravnih postopkov. Nažalost, dveh od teh segmentov niso naslovili v zadnjih 4 letih. Andrej, daj mi povej, si glasoval za novelo ZUP? ZUP-a? Ja. Moram pogledati glasovanje, ampak mislim, da sem bil zdržan. Škoda, ker prinaša optimizacijo in digitalizacijo upravnih postopkov. Pa tudi druge omejitve na področju gradnje in vse ostale. Andrej, Nika, najlepša hvala. Jaz mislim, da smo se dotaknili kar zelo pomembnih tem in mislim, da smo poslušalcem povedali, kakšni so vajni pristopi. Tako da najlepša hvala in se gledamo v naslednji epizodi.